Kako ocenjujete stanje tal v Sloveniji? Ali so tla v Sloveniji onesnažena? Ja, v Sloveniji imamo nekaj onesnaženih območij, ki so predvsem posledice več stoletne rudniške in topilniške dejavnosti, tako ne moremo mimo Mežice, Celja, Idrije in še nekaterih manjših območij, vendar če gledamo v splošno, kot kažejo raziskave onesnaženosti tal Slovenije v sistematični mreži, Slovenija nima onesnaženih tal. Torej v povprečju so še vedno tla dovolj čista. Kakšne ukrepe je treba izvesti v primeru ugotovljenih presežnih vrednosti nevarnih snovi v tleh? Ukrepi, ki jih moramo izvesti, so zelo odvisni tako od obsega onesnaženja, od vrste onesnažil, predvsem pa od rabe tal. Seveda je zamenjava tal, kot sprva ljudje pomislijo, takoj, ko samo posumijo, da se v tleh kaj dogaja, in pride na misel, da bi se teh tal znebili, je zelo skrajen ukrep in je rezerviran samo v primeru, ko so zares presežene kritične koncentracije in ko gre za najobčutljivejšo rabo tal, kot so recimo otroška igrišča. Sicer pa se poslužujemo ukrepov, s katerimi preprečujemo vnos nevarnih snovi v organizem, se pravi preprečujemo prašenje, pri kmetijski rabi izbiramo tiste rastline, ki ne sprejemajo recimo nekaterih elementov in tako naprej. Torej, zamenjava tal je res skrajen ukrep. Se morda potencialno nevarne snovi v tleh lahko razgradijo? Potencialno nevarne snovi se lahko razgradijo ali pa tudi ne. Torej, to je odvisno od vrste onesnažila. Elementi, kot so na primer kovine, se v tleh ne razgrajujejo, se v tleh dobro vežejo in v tleh tudi več stoletij ostajajo, predvsem v zgornjih plasteh tal, vezane na humus in glinene komponente tal. Medtem ko organske nevarne snovi se v tleh lahko razgradijo, še posebej, če so tla živa, torej mikrobiološko aktivna, imamo pa seveda tudi persistentne organske nevarne snovi, torej dolgožive, ki v tleh ostajajo dolgo časa, kot je recimo rdiditija, trazin, ki ga v tleh najdemo tudi potem, ko že 20-30 let teh substanc nismo več uporabljali.